lahko povem, da slovenska policija zadovoljna, da smo lahko spet soudeleženci tega mednarodnega sejma. Seveda, tak sejem, podoben sejem, sejem Sobra štejemo kot neko priložnost, da prikažemo ljudem naš poklic, da se približamo ljudem, da prikažemo našo poslanstvo, da ljudem pokažemo, kako poteka naše delo, kako poteka naš vsakdanjik, in seveda sejem je tudi priložnost in možnost, da ljudi osveščamo o pomenu varnosti in povemo, kako lahko sami tudi prispevajo za svojo lastno varnost. Seveda tisto, kar je pa zelo pomembno, da vsi skupaj gradimo predvsem zaupanje med slovensko policijo in med ljudmi v lokalni skupnosti. Policija bo tudi letos predstavila zelo pester program, repertoar svojih vsebin, svojih področja dela. Predstavile se bodo specialna enota policije, posebne enote policije, kriminalistična policija. Na sejmu bo tudi prisotna prometna policija, prometni policisti, ki skrbijo za varnost na naših cestah, pa mejni policisti, splošni policisti, policisti varnostniki, ki bodo na ogled postavili tudi posebno blindirano vozilo za zaščito in prevoz varovanih oseb. Seveda pridružili se nam bodo tudi policisti konjeniki, policisti vodniki službenih psov. Obiskovalci se bodo lahko prav tako v živo ogledali prikaze praktičnega postopka in prvine samoobrambe. Vsak dan bomo obiskovalcem tudi pokazali delo vodnikov službenih psov in spretnosti, ki jih morajo obvladati policisti, motoristi. V soboto smo pripravili izjemno atraktiven prikaz prijetja nevarnega storilca. Dodano vrednost vsem tem operativnim dogodkom ali pa prikazom bo dal tudi tisti zgodovinski del, kjer bomo predstavili razstavo o zgodovini policije, uniforme in vozila, ki so se takrat uporabljala, in ta vozila in opremo, ki so jih uporabljali tudi orožniki oziroma miličniki. Ta del navadno najbolj navduši starejše obiskovalce, ki se še spomnijo miličnikov in miličnic v tistem času. Seveda v izjemno zadovoljstvo mi je, da lahko tudi potrdim prisotnost na sejmu Sobra in njihovo vrednost pri tem zgodovinskem delu Združenja Sever. Piko na i vsem tem dogodkom bo dal tudi policijski orkester, ki bo še dodatno obarval note dogajanja na tem sejmu. Na našem razstavnem prostoru, kar je zelo pomembno, boste lahko vsi ali pa bodo lahko vsi tudi dobili informacije o možnosti zaposlovanja v slovenski policiji in izobraževanja v slovenski policiji. Prav tako smo namenili kar nekaj vsebin in časa za najmlajše. Bomo pripravili otroški kotiček, kjer bodo lahko najmlajši preverili tudi svoje znanje iz prometnih predpisov, kjer se bodo lahko pogovarjali z policistkami, policisti in seveda tisto, kar je za njih še bolj pomembno ali pa kar je dodana vrednost za njih, lahko se bodo družili tudi z maskotami, policistom Leonom in policistko Piko. Skratka, lahko povem, da bo policijskih vsebin, predstavitev, opreme in vozil veliko, zato vabimo vse, ki bi radi od blizu spoznali naše delo, da nas obiščejo. Še posebej pa na Sobro vabimo tiste, ki bi si morda nekoč želeli obleči policijsko uniformo in se pridružili našim vrstam pri skrbi za varnost ljudi. Seveda sejem Sobra je obenem tudi priložnost za vse nas, ki smo zaposleni v slovenski policiji, da se srečamo s kolegi iz različnih sorodnih služb, kot so vojska, gasilci, civilna zaščita in drugi. To je priložnost, da si izmenjamo izkušnje in da se še dodatno med sabo povezujemo.
Ne nazadnje na terenu velikokrat skupaj delamo in rešujemo varnostne dogodke, kar se je nazadnje tudi pokazalo ob katastrofalnih poplavah, ki so v mesecu avgustu prizadejale Slovenijo. Naša prisotnost na Sobri odpira tudi možnosti za spoznavanje novosti s področja sodobne policijske opreme, tako uniforme kot ostale tehnične opreme, saj v policiji ves čas tudi stremimo k posodobitvam, ki bi izboljšale naše operativno delo, zato se veselimo ogleda razstavljenega repertoarja, opreme in vozil. Verjamem, da bo sejmišče polno in da je pred nami en zanimiv sejem, ki bo uspešno povezal vse službe, vse deležnike, ki skrbimo za varnost prebivalcev Republike Slovenije. Ostane mi le še v zaključku, da vse skupaj lepo povabim v Gornjo Radgono in upam in želim, da se vidimo in da se tudi lepo in prijetno počutimo. Hvala.